Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Tokrat sva z Markom obiskala kmetijo Ostanek v kraju Velike Pece v občini Ivančna Gorica, kjer se v glavnem ukvarjajo s pridelavo in predelavo vrtnin. Ja, drži, Kaja. Danes sta z nama Damjana in Tadej, mož in žena ter starša 3 otrok. Vodita družinsko kmetijo, na kateri poleg njih živita in pri delu pomagata še Damjanina starša. Leta 2015 je Damjana postala prevzemnica kmetije in takrat sta s Tadejem začela graditi njune skupne sanje. Damjana in Tadej, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Damjana, tvoj oče je to kmetijo prevzel leta 2005, ko jo je podedoval. Kaj je bila takrat glavna dejavnost na kmetiji? V bistvu je tako, da takrat je bila glavna dejavnost živinoreja. In v bistvu je oče postopoma to živinorejo tudi opuščal, ker njemu ni bila to nekako tista največje veselje. Že prej je v bistvu na domačem maminem vrtu si zaželel, da bo sprobal za takrat, za tiste čase nekako kulturo, ki ni bila glih razširjena v Sloveniji. To je bilo leta 1997, je začel s prvo zasaditvijo paprike in potem je pač to nekako mu se vselo pod kožo in je to nadaljeval. In kasneje, po tem letu, preselil to svojo strast tudi na polja te kmetije. Je bilo začetki so bili na manjših površinah, to je delal ob službi in v bistvu vsemu temu sem skozi počasi sledila in v bistvu nekako je v meni zrasla želja potem, da bi to delala tudi jaz in kasneje tudi skozi nekako njegovo vzgojo, da je možno, da se od tega tudi preživi. Kasneje je oče mi to kmetijo tudi predal naprej, seveda s to popotnico, da kljub temu, da on se ni preživljal iz tega, oziroma tudi sama naša družina ne, da so pa še vedno možnosti. In da če imam ideje, če imam voljo, je pot in v bistvu to je bila tista popotnica ob prevzemu te kmetije. Tako pred skoraj 10 leti. Zdaj, vi ste skoraj ves ta čas, Damjana, živeli v sosednji vasi Male Pece. Tu, na tej kmetiji, pa vi in vaša družina živite šele od lanske 3. adventne nedelje. To pomeni, da ste, recimo ti konkretno in Tadej, da ste skoraj 20 let hodili vsak dan iz sosednje vasi opravljati delo na tej kmetiji. V bistvu, kako bom rekla, jaz sem na tej kmetiji nekako po domače povedano gor zrasla. Ker na tej kmetiji je živela, oziroma še vedno živi gospa, ki je bila nekako tudi moja varuška. Od 11. meseca me je moja mami pripeljala samo v varstvo in sem v bistvu vse prve razrede šole preživela tukaj v varstvu in kasneje sem se seveda tudi še vedno vračala, vedno sem. Tako da moje otroštvo je bilo v bistvu preživeto na tej kmetiji. Kasneje in v bistvu mi je to nekako dano kot otroku in to sem skozi živela tako. Nekaj Male Pece, nekaj Velike Pece, na koncu je bilo veliko Velike Pece, pa Male Pece. Je pa tako, da tudi kasneje, ko sem spoznala Tadeja, je v bistvu se nekako vključil v to dinamiko med dvema vasema. Ki pa je v bistvu s časoma, ko so se nama rodili še najini otroci, postala res nevzdržna, da v bistvu je bila res želja toliko velika, da bi imela dom na kmetiji in da bi lahko rekla po končanem delu, no, zdaj grem pa samo še spat, ne da se usedem v avto in se odpeljem še domov. Zdaj, ko si že ravno omenila te vajine začetke, kje pa sta se pravzaprav spoznala? Midva sva se spoznala na fakulteti. Oba sva študirala agronomijo in hortikulturo. V bistvu kasneje sva Tadej.
Povej, kako te... Kako se spominjate teh časov? Ja, v bistvu bom tako rekla, če jih primerjam z današnjimi, to je bilo zelo sproščeno in ti časi so bili... Zdaj imamo enostavno polno glavo skrbi in obveznosti. Takrat je bilo pa vse mogoče. Vse se je dalo narediti. Karkoli je nekdo predlagal, se je skoraj vse dalo realizirati. Časa je bilo neomejeno. In v bistvu tudi načeloma sva midva pristala skupaj po končanem študiju. Zelo veliko sva se pogovarjala, zelo veliko sva v bistvu sanjarila, ker najina tema pogovorov večino časa je bila kmetija, kmetijstvo in delo. Kar je zelo zanimivo, ne? V tem sva se zelo našla. In probala pač veliko stvari, tako na področju vrtnarstva, na področju sadjarstva, vinogradništva, pač povsod sva se malo iskala, ne. Tako da na koncu pa je obstala tale vrtnarska kmetija, ki je sicer majhna, za Tadeja nenavadna, ker ne prihaja iz tazga okolja. Ampak me je potem skozi leta tudi počasi zlezla pod kožo. Ja, bo Tadej povedal zdaj, kako mu je ta kmetija zlezla pod kožo. Tadej, ti si prišel v dolenjsko okolje, zdaj Damjana zapresežena Dolenjka, ti pristen Prlek, srečala sta se v Ljubljani, se kmalu potem tudi po končani fakulteti poročila leta 2013. Zdaj, kako ste se dogovorila, da boš prišel sem na Dolenjsko? Je bila ta odločitev težka, kako so potekale ti pogovori? Pogovorov je bilo veliko, debat je bilo veliko, v bistvu bila je mogoče malo lažja odločitev, da grem od doma oziroma da doma prepustim kmetijo, oziroma ker je brat doma bil mišljen za naslednika in domačo kmetijo brat vodi naprej uspešno. To je bil eno zadoščenje oziroma lažji korak od doma, pač čeprav ni zmeraj korak od doma enostaven, ampak se je dalo, oziroma definitivno je pri tem ogromno pomagala Damjana. Tle je bilo ogromno spodbud, oziroma spodbud v pozitivnem smislu, da bude vsekakor nekaj dobenih zavajanj, da bude to najina pot. V bistvu tudi od začetka si nisva najine zgodbe predstavljala. To je pol, ko je dejansko prišlo do Damjanine lastnine, se je dejansko zgodba začela drugače odvijati, bolj intenzivno. Tudi midva sva drugače začela gledati na to kmetijo, do dela, opravljati delo, čeprav sva tudi zmeraj prej pomagala, ampak prej sva še tudi dosti hodila Prlekijo pomagati, imela sva še en vinograd, smo še tisto rihtali. V štartu sva tudi malo drugače še mislila, kaj glede sadjarstva delati, ampak pol zdaj na koncu pa bude ostalo samo vrtnine, ker dejansko nekaj deli konkretno, to delaj z srcem in pol se mogoče tudi obrestuje. Ko si prevzela kmetijo, kaj je bil tvoj prvi korak? Kako si oziroma sta zajadrala v to novo poglavje? Ja, v bistvu nek navidezni prevzem je bil že leto pred mladim prevzemnikom, ko mi je v bistvu oče prepustil takrat v bistvu finance kmetij, kolikor jih je bilo. In pa eno sezono pridelave vrtnin, kakršna pač je takrat bila, ne. To je bilo slaba 2 hektarja z nekaj malega pokritih površin, mislim, da 10 arov je bilo pokritega. No, in takrat se je to meni zdel cel svet, ne. Nekako je bilo tisto prva odgovornost, da
to zmorem, da to speljem. Tadej je bil takrat v službi, sicer po službi, kakor je lahko, je seveda vedno pomagal. In kasneje je v bistvu od te sezone, takrat tista sezona je bila v bistvu dosti težka, ker je bila zelo veliko dežja je bilo. In se je bilo treba spopadati z različnimi izzivi, kar v bistvu jaz kot agronom oziroma takrat tudi s podlago agronomije je kar šlo. In na koncu je v bistvu dejansko ostalo nekaj denarja od tega, kar smo delali s tem, da je kmetija se pokrila stroške. No, in smo v bistvu takrat za tisto prvo sezono kupili manjši rastlinjak za proizvodnjo sadik za lastne potrebe. Tako da v bistvu zame je bil to takrat tak velik dosežek, da v bistvu se pa vse nekaj da, in to mi je dalo tisto voljo za naprej, ko smo potem kandidirali tudi z mladim prevzemnikom in kasneje še na več razpisov manjših, sicer takih dostopnih za kmetijo našo. Vedno smo težili k temu, da gremo naprej z manjšimi koraki, pa sigurno, da ne bi zaplavali v vode, kjer ne bi bilo več izhoda. Zato mogoče kljub temu, da je 10 let trenutno za nama, rabva še 10 let, da bo to v takem stanju, kot si midva želiva. Je pa res, da večkrat se pogovarjava, da na boljši se hitro navadiš, pa hitro pozabiš, kako je bilo, preden je bilo tako. Ja, Tadej, Damjana je omenila, da ti si se s časoma potem zaposlil po nekaj letih, ko je ona že prevzela kmetijo. S čim si se pa ti ukvarjal in menda si bil celo na drugem koncu Slovenije, ne? Ja, jaz sem imel to srečo, pač tako, kot sem že prej povedal, da z tem odhodom z Prlekije sem tudi v Ljubljani dobil takoj po koncu študija zaposlitev. Ostal sem na fakulteti, zaposlen kot tehnični sodelavec, v bistvu v branži sadjarstva, 90% je bilo tam sadjarstva skoraj, samo smo se ukvarjali pač s sadjarstvom, ker je bila pač katedra za sadjarstvo. Drugi konec Slovenije ste omenili, bila je sicer zaposlitev v Ljubljani, ampak večino moje zaposlitve sem pa preživel dol na disocirani enoti naše fakultete, dol pri Novi Gorici, pač kjer sem opravljal veliko stvari na enem posestvu, vse, kar je bilo potrebno, in sem pač tam tudi ogromno izkušenj nabral. To je bilo moja zaposlitev, preden sem ostal doma, oziroma preden me je žena postala moja šefica. Se pravi, mož in žena in sodelavca. In kako se znajdeš v vlogi moža in v vlogi sodelavca svoje žene? Ja, od 6 zjutraj do 6 zvečer sem sodelavec, pol pa mož. Kaj Damjana poreče na to? Ja, v bistvu sem o tem tudi razmišljala, kaj reči. Mi da se načeloma zelo dobro razumeva, tudi pri delu, ampak mogoče ena slabost najine službe je ta, da se praktično cele dneve ne vidiva. Zakaj ne? Zato, ker Tadej opravlja oziroma je prevzel dejavnost na prostem, to je pridelava. Moja zaposlitev oziroma moj del je pa po večini predelava. Tako da v bistvu mora Tadej poskrbeti za to, da imam jaz kaj delati. To, da se zdaj vprašamo, kdo je komu šef. Ja, dobro ste se dopolnila. Sta pa tudi ponosna starša 3 otrokov. Sin Lambert ima 9 let, Elizabeta 7, najmlajša Clarisa pa 1,5 leta. Kako ste zakorakali v novo šolsko leto? Ja, mogoče je bilo turbulentno, zato ker v bistvu sta se Lambert pa Elizabeta že cele počitnice pripravljala na to. Postopoma sta si pripravljala zvezke, ker pač pri nas ne delamo na zadnji trenutek, kar se šole tiče, zato ker si nekako želimo, da so otroci samostojni in da si v bistvu postopoma to pripravijo sami in da imajo dovolj časa.
Zelo sta se veselila šole, da srečata svoje prijatelje, da delijo doživetja počitnic. Je pa resno, da mogoče so zdaj tudi dnevi na kmetiji po eni strani malo pusti, zato ker ni živžava okrog vogalov dopoldne. So pa mogoče z vidika samega dela, pa se mi zdi, da je lažje. Je lažje uskladiti, ker je tvoja glava vsaj tisti čas lahko namenjena poslu. Ker ko begaš z mislimi, malo družini, malo delati, malo eno, malo drugo, imaš občutek, kot da nisi naredil v bistvu tisti dan nič. Pa nobeno nisi bil glih 100%. No, pravite, da jih pa zelo rada vključujete v te vaše procese v delu na kmetiji in da se tudi radi so zraven. Kako to poteka? Pri 9-7 letih ju najbrž sploh starejše že zanimajo določena delo, pravila, kje se najraje vidite, kje se najraje smukata? Ja, sin kot fant se najrajše suka okoli kakega traktorja, če se da, s kako kosilnico, tudi rad okoli vogalo kaj podirka, čeprav mu je bilo letos poleti zelo vroče, tako kdaj tudi kaj ni bilo tako po željah atija narejeno. Je tudi rad senco poišče dejansko, ampak čisto odvisno, koliko otroka stimuliraš. Glede, lahko je, se ne mu zdi to najbolj grozno delo, ampak dejansko to je čisto odvisno od starševske stimulacije. Ali pač pri nas se tudi so zdaj v poletnih mesecih sezonska delovna sila. Zelo obožuje enega fanta, ki nam hodi pomagati. Če je tisti fant na njivi, posebej pri Lambertu, isto pri Elizabeti, študentke oziroma punce, ki pomagajo Damjanu v predelavi. To ni težava Elizabeti biti z puncami v predelavi, ker tudi punce zelo dobro vplivajo na oba v bistvu, samo Lambert ima tudi zelo dobro vpliva na njega, pač ta fant, ki bo zunaj pomaga letos med počitnicami. Takrat, ko je fant na njivi, tudi Lambert z dosti večjim veseljem gre. Je pa dejansko tle 90% od staršev odvisno, kako mu obrazložiš delo, zakaj je to pomembno, zakaj delamo, kako delamo in če je to tako z mirnega tona, z enim zadovoljstvom že pri starših prenešeno na otroka, je tudi pri otroku dosti bolj zmirnega, se to odraža in z dosti večjim nasmeškom, pa tudi veseljem. Ja, mogoče še Elizabeta. Elizabeta je tedaj že omenil, da se zelo rada smuka okrog kotlov in v predelavi. In je res, Elizabeta se je nekako kar prisvojila to delo. Neverjetno pozna recepture, neverjetno zna tudi pokomandirati. To pa niste v redu, ampak je punca s karakterjem. Je pa že tako, kar je Tadej omenil, vse tele naše punce, ki nam pomagajo. Mi imamo vse za naše, zato ker so resnično to srčni ljudje in se med sabo res dopolnjujemo in v bistvu na ta način lahko tudi otroke vključujemo. Ker drugače se mi zdi, da bi bilo to težje. In tudi otroci v našem proizvodnem procesu niso moteč dejavnik. Oni spoštujejo njih, pač otroci naše punce, naše študente in oni otroke. In gremo v bistvu nekako skupaj kot ena velika družina naprej. Zato se mi zdi, da hočemo privzgojiti spoštovanje do vseh ljudi, tudi tem, ki nam pomagajo, da ni nobeden v podrejenem položaju. No, mogoče, če še tle dodam, pri nas na kmetiji je tudi dostikrat veliko strank in naši dva otroka sta najbolj vesela, zelo rada se pridružita pri kakšni prodaji, ali da neseta kakšno gajbico, da sta pohvaljena, ali pa da mogoče
če kako napitnino pusti kakšna stranka, ali pa da ati da od kakega iztržka, mogoče kaki evro za šparavc, takrat pa je nasmešek do ušes. Od Gorice do Ljutomera. Ja, tako, evo. Začelo se je novo šolsko leto in hkrati tudi veroučno leto. Greste radi skupaj k nedeljski maši? V bistvu midva s Tadejem, po moje, kar čakava tisto nedeljo, pa tisto uro, da se nekako resetirava, a ne, Tadej? Je pa to... Ti se moraš od mene resetirati. Ja, v bistvu ne od tebe, od vsega, ne? Pa mogoče tudi od tebe, no. Ampak, da v bistvu poiščeš tisti, ne vem, nekak tisti mir, da bo zdaj pa nedelja, ki jo preživimo z družino, da misli ne begajo vsaj za par ur ne na kmetijo. Ja, in v bistvu je razumljivo, da otroci tega ne razumejo, so le še toliko manjši. Njim je to v bistvu včasih tudi ena taka obveznost, ki jim ni najbolj povšeči, ne. Ampak vseeno nekako pridemo do kompromisa, da gremo. In se potem, da se pripravimo, da smo to uro pri maši sicer. Velikokrat smo glasni, a ne, ker naša Clarisa stara leto pa pol, pa jo vseeno vključujemo, vsako nedeljo gre z nami, ker je del pač naše družine in pač tako je, čeprav je glasna, bo pa pevka. Tako da je potem po tej končani maši nekako zadovoljstvo staršev in otrok drugačno. Smo vsi nekako bolj na isti valovni, da se lahko med sabo tudi pogovarjamo. A ne? Ja, no, zjutraj pri zajtrku, če ga po večini krat je v nedeljo kar skupen zajtrk, kar tekom tedna ponovadi ni. Dostikrat slišiš, pa spet ta maša. No, ampak zdaj že tudi otroka, kdaj poskrbite, da pri Atiju pa pri mami malo nasmeška pričarata, da ni tega odgovora. Glede na to. In glih on dan je sin že rekel, ki smo omenili, da bi šli na Brezje v naslednjo nedeljo. Ja, tisto pa. A tisto pa. Tako bomo videli, pustimo do te nedelje, ki je pred nami, če bo to res tako z navdušenjem tudi sprejeto. Ja, slišala sem tudi, da imate po maši tak simpatičen oziroma sladek običaj. Ati pa mami si v nedeljo po maši tudi privoščita kavico, ampak to ni treba ta vprašati, ati pa mami, če gremo, ampak je že pri ta prvih štengah vprašanje, ati mami, danes bo sok? Bo sladoled. Bo sladoled. Tako da ja, no, glej, tudi čeprav delo kliče non-stop, je si tisto nedeljo dopoldan res vzamemo maša, zajtrk pod večini krat, pol je maša, pol po maši pa še je kaki majhen izlet, pa kavice skoraj vedno, včasih še kaki majhen izlet, pol je južna, pol po južni pa je že v nedeljo tudi že gruntaš, kaj bo drug dan na sporedu oziroma kaj moraš pripraviti že dostikrat tudi nedeljo za drug dan, da bo delo potekalo na kmetiji naprej. Ja, očitno je res, da vam družinsko in prazniki, da vam veliko pomenijo, kar je lepo slišati, a ne? In tudi pravite, da vam veliko pomenijo ti skupni družinski trenutki, ki jih preživite skupaj. In letos ste menda prvič šli skupaj na dopust. Ja. Kako vam je to uspelo? Kakšen je bil to občutek pri otrocih? Ja, v bistvu je tako, da midva v bistvu preden sva imela otroke, sva dejansko šla na morje in dejansko sva si mogoče takrat tudi več privoščila. Mogoče nisva bila še toliko vpeta v same investicije in v samo delo na kmetiji.
No, in v bistvu na nekem trenutku, ko sva v bistvu čutila potrebo potem, da gremo nekako v širitev te dejavnosti, res sem bila zelo sfokusirana, kako postaviti na noge kmetijo, kako preživeti od tega, kako se obrniti, da nam bo ta kmetija nekaj dala. Se mi zdi, da sva tudi kar malo pozabila na to, na dopuste, ne. In v bistvu v tistem času, v tistem obdobju sva tudi pozabila na 7. dan v tednu, a ne. In smo v bistvu ravno s tem, ko smo zgradili hišo, ko smo si zgradili dom, imela res željo, da ko pa se preselimo, takrat pa ne, bo pa drugače, ne. In res v letošnjem letu, saj ne vemo, ali z žalostjo ali z veseljem, kakorkoli, za nas je bilo to res ena radost in veselje, smo si res odtrgali tistih 6 dni dopusta. Otroci so šli prvič na morje, s tem, da ta veliki je star 9 let. V bistvu zanimivo je to, ker ne veste, kaj pričakovati. Zanimivo je to, ker dejansko nista vedela, kaj rabita s sabo, kaj se na morju počne. In je bilo to eno tako doživetje, prav posebno, ker se mi zdi, da je bilo vseeno toliko skromno za njiju, ne. Nismo šli sami, šli smo še s prijatelji, tudi oni so imeli svoje otroke s sabo, sicer so starejši, so že poznali te odnose, razmere na morju, a ne. Tako da so se zelo hitro otroci poklopili med sabo in sta jima tudi ta 2 fanta, ki sta bila z nami, zelo lepo peljala skozi to. In imata pač res lep spomin na ta dopust, a ne. Ja, je pa res, da pač tudi dopust si lahko privoščiš, lažje greš na dopust, ko imaš doma eno ekipo, da za kmetijo poskrbi. Mogoče se je letos res prvič pojavilo tako, da smo res smo komot odšli od doma, no. Saj je res, da smo zadnjih 7 let vsako leto hodili v konec avgusta razstavljati gor v Gornjo Radgono in smo cel teden bili gor v Gornji Radgoni oziroma v bližini v enih toplicah in smo to predstavljali kot dopust, ampak zmeraj smo prejšnja leta težje odšli od doma. Bila je ekipa manjša doma, še niso znali vseh stvari upravljati. Letos pa se je res prvič to tako pojavilo, kot da smo lažje smo prepustili delo doma, ker res je ekipa že vredna zaupanja in pol, ko je tako dejansko vidiš tisto, da teh 5-6 dni ne bo manjkalo. Se ne bo svet požaril. Ne. In se ni. Je treba zaupati, ne. Zdaj, ko govorimo o vaši kmetiji, na koliko površinah pravzaprav pridelujete, katere vse vrste zelenjave pridelujete in predelujete? V bistvu nekako pridelujemo zelenjavo trenutno na 6 hektarjih. Od tega je 80 arov pokritih površin. Predelujemo v bistvu sezonsko zelenjavo. Je pa tako, da glede na to, da mi se nahajamo na območju z omejenimi dejavniki, smo dejansko v nekaterih pogledih tudi omejeni. Tako da nekako 2 do 3 hektare od teh površin je namakanih, ima možnost dejansko nek nadzor, medtem ko ostalo je prepuščeno. In tako da v bistvu ne moremo se točno opredeliti, ne, koliko je zdaj tega, ne.
Je pa tako, je zelo turbulentno. Ne? Eno leto je boljše, drugo leto je slabše. Ne? Pač tako kot na kmetijah je, ne? Se ni samo na naši tako. Ne? Samo mogoče se o tem malo premalo govori, ne? Da moraš kdaj tudi fejst stisniti zobe, zato da preguraš let. Ne? Na kakšen način pa vaša zelenjava najde pot do končnega potrošnika? Ja, v bistvu prej še smo omenili, ja, da se ukvarjamo tudi s predelavo zelenjave. To pomeni, da kar nekako 30% poletne proizvodne sami tudi predelamo, vložimo v kozarce. In v bistvu na ta način gre tudi ta zelenjava do najbolj običajno do trgovin, zadrug in potem na police in potem do potrošnika. Sama sveža zelenjava pa zelo veliko pač prodaja na tržnicah, prodaja na domu, nekaj tudi javnih zavodov, nekaj tudi veletrgovcev, v bistvu se kombinira, ker kakorkoli obrnemo. Ja, vem, ne moramo se opredeliti, kaj je velika pa kaj je majhna kmetija v Sloveniji, ne? Ampak v takem obsegu, kot je naša, ker v bistvu tudi vse površine niso naravnem, se zelo težko fokusiraš na eno vrtnino, na eno kulturo, 2 kulture in to v bistvu ti je potem glavna kultura, ki jo lahko prodajaš na trgu. Ne? In kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je težje se pogovarjati na ta način z veletrgovcem, ker imaš viške samo občasno. Ne? Zdaj, kmetje delate v pisarni na prostem. Ja. Zato ste zelo odvisni od vremenskih razmer. Tudi letos vam niso ravno prizanesle. Ja, res je. V bistvu v letošnjem letu je na našem območju bilo neurje s točo, pač veliko točo. Zavedamo se, da eno leto mi, drugo leto nekdo drug. Tako da pač letos je to nekako dano nam. Bilo je težko sprejeti, ampak smo sprejeli, nekako nas je kot družino še bolj povezali. Zato, ker v bistvu tisti trenutni stiski, ki smo jo doživeli, smo prijeli skupaj in gremo naprej. Vedno govorimo drugo leto, nova sezona, to bomo šli, to bomo dali skozi. Nekateri načrti, ki so bili planirani za leto, so se pač prestavili. Že večkrat govorimo o tem, da ni materializem vse in v bistvu v tem, ko si odvisen od narave, je dejansko to preizkušnja in vidiš, da so pomembne tudi druge vrednote. Zdaj, na eni strani povoden, toča in tako naprej, po drugi strani pa tudi, če je suša, od samega sonca rastline tudi ne morejo rasti. Zdaj, vi imate na vaši kmetiji tudi, kot sta že dejala, na določenih površinah urejen namakalni sistem. Najbrž, če ne bi bilo namakanja, bi bilo pa še neprimerno težje, najbrž. Ja, v vrtnarstvu je dejansko voda eden izmed najbolj glavnih virov za obstoj. Zato tudi, tako kot je že Damjana omenila, na tistih površinah, kak je to namakanje omogočeno, lahko pač pričakuješ neki pridelek dejansko, oziroma si ga želiš, čeprav še je tlele dosti več dejavnikov. Voda je eden izmed glavnih, so še tle agrotehnični ukrepi, so še tle drugi vremenski vplivi tistih pridelkih, kak pa so pač posajeni na njivah, ki pač ni namakalnega sistema, tam pa je dejansko še toliko več prepuščeno v naravo. Je pa pač dejansko nikjer ne moreš si zagotoviti, da bo dejansko 100% pridelek, da bo na koncu neka lepa realizacija,
res je, so rastlinjaki, imaš več možnosti, da obvaruješ svoj pridelek, ampak če pride orang na urje z veliko točo, orang veter, tudi orang povoden, pride voda v rastlinjak, tudi tam si 100% zaščiten, tudi tam so vplivi narave vedno večji. Narava vedno zmaga, a ne? Ja, v bistvu večkrat govorimo o tem, da bomo omilili podnebne spremembe oziroma ta neurja z rastlinjaki. A ne? V vrtnarstvu se o tem zelo veliko govori, zelenjadarstvu nasploh, ampak mislim, da se moramo res vprašati, ali je to trajna rešitev. A ne? Ker tudi tukaj se pojavijo določeni izzivi, ki v bistvu kmet nekako že pride do te infrastrukture, ko pa je to treba nekako vzdrževati, pa reševati to situacijo naprej, pa kdaj tudi zmanjka. Ne? Katere kulture pa največ pridelate? Pač ogromno poudarek. Mi pridelujemo zelenjavo čez celo sezono. V bistvu poletna sezona zelo strmi k plodovkan, to so paradižnik, paprike, ki je tudi ogromno pač potrebna za predelavo, pol so še poleti tlele veliko kumarc, vsekakor pa se tudi ogromno prideluje na prostem, da imaš za na tržnico za čez celo sezono, zelje, čebula, krompir, solatnice, por, pač v bistvu vsa zelenjava, ki v tem delu Slovenije uspeva. Pač čez zimsko obdobje pa se pač v rastlinjakih zasadi solate, motovilce, špinače, radiče, nekaj kapusnic, to je za zimsko čas, pol pa še imaš tle eden zgoden spomladanski ciklus, tle pa se spet sadi razne zgodne krompirje, zgodnje solate, v bistvu tisto, da prideš na tržnico. Imamo še tudi nekaj šparglov, za popestritev spomladanske sezone, ponudbe. Zadnji 2 leti še nekaj se igramo z jagodami, tako da dejansko vsega veliko, a ničesar konkretno veliko. Kar je po eni strani tudi prednost, da ne stavite vse samo na eno vrsto zelenjave. Prednost je mogoče včasih dejansko res v monokulturi, če imaš ti majhnega kupca oziroma končne kupce, je pa dosti več tlele napora vloženega, tle moraš dejansko se vrteti konstantno, če hočeš ti imeti ponudbo, moraš naprimer, če hočeš ti imeti na trgu solato konstantno, moraš ti solato vsake 14 dni saditi, vsake 14 do 3 tedne saditi, sejati in dejansko je tle dosti več truda vloženega, ki ga mogoče na koncu, kjer marsikateri kupec ne razume. In dosti več znanja, dejansko lažje je naštudirati eno kulturo, je res večji riziko, ampak da kot pa naprimer 10, 20, 25 do 30 kultur, da ti jih bi vse spravo od setve do obiranja v enem solidnem zdravstvenem stanju in da je pridelek na koncu pol mogoče res temu primeren oziroma zadovoljiv, da ga z veseljem obiraš, da tega tle prej ne uniči narava, škodljivci, bolezen. Dejala sta, da je kmetija pred izzivom, kako naprej, saj bi potrebovali dodatne pridne in delovne roke. Ja, res je. Mogoče je to, ker malo tako, če bi to gledala pred 10 leti, je bila ravno tako, kakor, ne vem, gradnja hiše nemogoče. Tako se zdaj počasi poraja ta ideja, da pa dejansko bi potrebovala nekako 2 para pridnih rok, zanesljivih. Vedno teživa k temu, da so med nami dobri odnosi. In je res, da na način, kot kmetija trenutno deluje, tako kakor je tudi Tadej povedal,
da od setve do žetve rabiš precej časa na toliko velikih kulturah. In tukaj res se pogovarjava o enih res zanesljivih rokah, ki bi mu lahko tudi kakšno stvar prepustil. Ne v smislu, da mu daš vsa stalna navodila, ampak da mogoče se nekdo pa najde v tem, da mu to tudi nekako malo zleze pod kožo, tako kot je nama. Jaz pač vsej trenutno imamo sezonsko delovno silo, je veliko, ampak sezonsko delovno silo si želiva pretvoriti oziroma tudi najin načrt, želja je, da ta kmetija ima konstantno delo oziroma ga ima. Da ne bi bila sezonska. Da ne bi bila sezonska, to je že tako delno uresničeno. Dejansko, da pripelješ dva para rok, da sta konstantno na kmetiji, da se jih dva splača v njej dva vlagati, da ni trebaš, da tisto učenje pa vse znanje, ki bi mu ga zaupal, da ga je vreden, da ga dobi, pa da ga pol uresniči vse, 2, 3, 4, 5 letno. Danes res ne moreš delavca privezati, oziroma je težko dobiti človeka za nedoločen čas in da boš ga zaposlil pri 20 letih in ti bo delal do penzije, ampak da dejansko tisti napor, ki v njega vlagaš, da se obrestuje. Se obrestuje vsaj za nekaj let. Za nekaj let. Je pa tudi v tej zgodbi res, da moji starši tudi prihajajo v leta, ki pač ne bojo zmogli. To je ena stvar. Bodo vedno dobrodošli. To pa so, to pa definitivno, ker to so pa ena take zanesljive roke, ker tudi če niso konstantne tukaj, takrat, ko ga rabiš, takrat je tam. Ja. In v bistvu je tudi tako, da mogoče je potrebno razmišljati tudi v to smer, da oni so že svoje naredili. Pač si zaslužijo tudi malo svojega miru, svojega počitka in v bistvu to je tudi ena izmed stvari, ki vseeno pa jih vključujeva, zaradi tega, ker se mi zdi, da če ne bi vključevala, to ta kmetija ne bi živela. Ker je tudi njihova želja taka, da gremo skupaj naprej kot družina, da smo v bistvu ekipa. Ja, dober izraz. Tako kot v športu, tudi v kmetijstvu. Brez ekipe sam ne naredi nič. Morda za zaključek še tole vprašanje. Dejala sta, da si pred 10 leti nista predstavljala, kako bo čez 10 let, torej v tem trenutku, kot smo sedaj. Ampak, ko pa danes gledata za 10 let naprej, recimo leto 2034, 2035, kakšne so cilji, kakšne so želje? 2035, to je čez 11 let, takrat bodo otroci največja dva stara 20 in 18 let. Prva želja in cilj je, da bi takrat eden kazal zanimanje oziroma da bi že imel tudi on sanje v tej kmetiji. Ok, pustimo še ta manjšo, če ne, pa še mogoče bomo do 2040 čakali. Upamo, da nam bo tudi prvo nama to dano, zdravstveno in fizično in psihično, in da bomo še, da nam bo tudi to še država zmeraj omogočala, oziroma da današnji svet. Če se pač drugo kot pa drugo, pa da tudi že takrat bude kaj okoli hiše hodilo, kaki zet ali pa kaka snaha, da bodo tudi kake roke že zraven, zdaj za kake dan oziroma za kake večer. Kot drugo so prvo definitivno želje, da pač kot družina, da živimo naprej, da se naprej razumemo, da bomo še tlekaj nadgradili oziroma še naprej gojili to ljubezen, širiti je, tako več ne moremo, koliko je imamo. Kmetije misliš? Ne, družine. Družine. Ja, do kmetije pa valjda, da ostane ljubezen, da se dela naprej,
želje so kratkoročne, dolgoročne, ampak tega je toliko, da mislim, da je prekratko, da tle se obrazloživa. Težko strniti nekaj stavkov. Strniti, definitivno je želja po posodobitvah, po dogradnji še določenih objektov, tudi pri postavitvi rastlinjakov, še nismo zadnje besede rekli, tudi pri zemljiščih, že definitivno je želja po kakšni združitvi zemljišč, pridobitvi kakega zemljišča primernega za našo dejavnost, opustitvi kakega zemljišča, ki ni primerna za našo dejavnost, definitivno ohranjanju naših pol rodovitnih, tudi našega gozda in vsega ostalega, kaj lastninimo oziroma posedujemo. Ja, mogoče nismo omenili, da imamo še 7 hektarov gozda. Tam delamo. Da, Nekoliko večjimi rastlinami. da dejansko po tistih letih, ko bomo mi začela razmišljati, da bi začela stopati v ozadje, da to pustiva v enih takih močnih rokah, naprej na trdnih temeljih, da se ne bi porušilo. Je pa to daleč, otroci so majhni, ne moremo nič z 100% zagotovostjo trditi. Ja, v bistvu verjetno tudi, če se ne bi odločili za to pot, jim ne moreš zameriti, ne. Spremljajo, vidijo, ne vidijo samo lepih stvari, vidijo tudi tiste manj lepe, ki so za njih realnost, zato ker starejša dva že dojemata zelo veliko stvari. In v bistvu jima ni zameriti tudi, če ne bi prevzela, ne. Je pa pomembno to, da si mi dva v tistem trenutku ustvariva tako življenje, da bova lahko naprej živela, ne. Je pa res, da sva si nekako v 10 letih predstavljala, da bo ta kmetija postavljena, da bo v bistvu postala nekako najina pravljica, ki bo imela neko zaključeno celoto. Po širitvah kmetije so možnosti, ampak izven najinih meja, ne. In zaradi tega pravimo, da to prepustimo mlajši generaciji. Če bodo imeli širino, imajo pač z tako pridnostjo pa voljo pa razumom, imajo možnost tudi širitve. Ampak pač verjetno kje drugje, ne. Mogoče še tlele, če ne bo nama uspelo, upajmo, da bo vse najinim naslednikom, upajmo, da bojo, da vse to gledanje na pridelavo hrane, da malo dvignemo, posebej pri vrtnarstvu, zmeraj smo tam nekaj v ozadju. Vsi naši kolegi, naj so vinogradniki, sadjarji, razni sirarji, oziroma so vsi se zmeraj na svoj posel dosti bolj s ponosom gledajo in znajo zgodbo dosti drugače predstavljati. Mi vrtnarji nas dostikrat ne znamo naše zgodbe premalo kvalitetno predstaviti. Najina želja je, da bi res nekega dne tudi midva lahko najine izdelke, one s predelave, tako na višjem nivoju znala ponuditi, s ponosom predstaviti. Zdaj dostikrat vsak pride mimo, je to mi tudi delamo, tako dostikrat ne najdeš ta pravih ušes, zato tiste, ki najdemo, smo tistih veseli, da nas poslušajo, da slišijo našo zgodbo, da ti dajo pogum za naprej in dejansko zato gradiva to naprej. In to je tudi ena želja, da zgradiva tako podzavest pri določenih končnih kupcih, da je to tudi en taki zelo spoštovanja vredna dejavnost. Preden se poslovimo od naših poslušalcev, bi vam rada zastavila 5 hitrih vprašanj in vaju prosiva za kratke odgovore, ki vam najprej padejo na misel. A to mene mislite? Kar oba. Kaja, pa začni. Kaj vam pomeni družina? Vse.
V bistvu brez dobrih temeljev družine ne more rasti kmetija. Je družina, tako kot je že žena rekla, vse, ampak dejansko to je eno zavetje, ki si ga sam svoj delček si kratko vprašanje. Vse. Evo, enoten odgovor. Katere vrednote si želite prenesti na svoje otroke? Poštenost. Definitivno je tle ena, kako je žena rekla, poštenost, pravičnost, razum. Spoštovanje do sočloveka, ljubezen, pa vseeno tudi ljubezen do sebe, ker ta je tudi zelo pomembna. Pa ljubezen do kmečkega življenja. Da je ljubezen popolna. Ja. Tadej, kaj najbolj ceniš pri Damjanu? Ste rekli kratko vprašanje. Vse. Dobro. Damjana, podobno vprašanje. Kaj pa ti najbolj ceniš pri Tadeju? Kakšen mož in oče je? Vztrajen, ljubezniv in bom tako rekla, ima dušo in dejansko je oče in je oče tisti, ki v bistvu na neki točki družine drži skupaj. Kaj najraje počnete, ko imate nekaj trenutkov samo zase? Sanjava, tavava. Pakirava mezgo, ne? Ja, to je delo, ko ostaneva samo zvečer v 10 pri kotlu. Ja, ne. Odkrivanje, preračunavanje. Zelo rada se kam zapeljeva in se voziva v neznano. Odkrivate nove poti? V bistvu nove poti tako po Sloveniji, kot v bistvu v najinem zakonu in v najem družinskem življenju. In v bistvu to nama je pa že od nekdaj bilo tisto veselje, zato nama tudi pot od Nove Gorice do Ljubljane in do Ljutomera ni bila glih predolga. Hvala za vajin čas in tako prijeten klepet. Lepo nama je bilo na obisku na vaši kmetiji, a ne Marko? Tako je. In res vama želiva, da se vam izpolnijo zastavljeni cilji in da bo življenje na kmetiji vedno polno veselja in otroškega živžava. Hvala. Hvala. Hvala, ker ste nas poslušali. Z vami sva bila Kaja Zupanc in Marko Mesojedec. Se slišimo čez 14 dni.